V tem tednu je Mestno občino Murska Sobota po službeni dolžnosti obiskal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Varuhova temeljna dejavnost je reševanje pobud ter skrb za pravice posebej ranljivih skupin. V izjavi za javnost je povedal: V okviru poslovanja varuha izven sedeža varuha vsak mesec obiščemo eno izmed slovenskih občin, da omogočimo ljudem, ki so iz različnih krajev, da imajo dostop do inštitucije varuha, pa neposredno tudi do varuha samega. Danes smo v Murski Soboti, nazadnje smo bili leta 2016. Normalno je, da vsaka občina ne pride na vrsto vsaki 2-3 leta, ker jih je toliko, da v bistvu nismo niti obiskali še vseh slovenskih občin. Edina, kjer je stalnica, bom rekel, je tako, da pogledamo, da smo regijsko pokrijemo in pa Maribor kot drugo največje slovensko mesto obiščemo vsako leto. Tako da smo tudi v Prekmurju vsako leto. Zadnji 2 leti zaradi koronavirusne bolezni nismo izvajali tega tako intenzivno, ampak samo v časih, ko je bilo to mogoče. Tako da sem jaz vesel, da lahko v bistvu spet vzpostavljamo ta kontakt, neposredni kontakt s pobudniki, ki drugače ne najdejo poti k nam. Jaz osebno se zavedam in pa tudi sodelavke in sodelavci, da vsi ljudje nimajo dostopa in niso digitalno pismeni, zaradi tega je tudi ta neposredni stik zelo pomemben. Danes se v Murski Soboti smo se srečali s 14 pobudniki. Predvsem je bil govor o socialni problematiki v smislu stanovanjske problematike, potem smrad, industrijski smrad oziroma smrad farm. Mi prav z tega področja Ministrstvo za okolje in prostor že več let pozivamo k temu, da je treba v Sloveniji sprejeti jasne predpise, kaj je smrad, v katerih mejah je lahko smrad kot onesnaževalec okolja. Sam osebno moram reči, da spremljam že 2 leti pa dogovarjanje med Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za zdravje in pa Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, kaj je smrad, koliko smradu je lahko, tako da to premlevajo, pa sem razočaran, da se še ni bolj premaknilo. Ljudje pa pač predvsem v okolici velikih farm in pa industrijskih objektov res trpijo zaradi tega in njihova kakovost bivanja je zagotovo tukaj zmanjšana. Potem smo se srečali še tudi s pobudniki, ki jim pa nikakor ne moremo pomagati, to pa so bili medsosedski spori, meddružinski spori. To so pač zadeve, ki smo jih tudi v lanskem letu smo izdali novo zgibanko, v kateri tudi prav jasno napišemo, kaj lahko naredimo, česa pa ne moremo narediti, zaradi tega, ker veliko ljudi se obrača na nas tudi zaradi meddružinskih sporov, medsosedskih sporov, potem nezadovoljstva nad odločitvami sodišča in pričakujejo od varuha, da bo te sodbe razveljavil, tako da to ni v naši pristojnosti. Mi smo pristojni napram državnim organom, organom lokalne skupnosti in pa nosilcem javnih pooblastil. To je predpisala Ustava slovenska, tako je v zakonu in tudi napram zasebnim podjetjem, napram drugim osebam, ki se med seboj žalijo, recimo mi nimamo nobene pristojnosti. Edino, kar lahko naredim, je, da osebno prosim, pozivam k etiki javne besede, k temu, da se med seboj razumemo, pristojnost nekega reševanja pa ni v moji moči. Zjutraj sem se že tudi srečal s podžupanom mestne občine Murska Sobota. Pogovarjala sva se o problematiki, kako jo občina rešuje problematiko, recimo investicij, potem vlaganja v tako imenovane mehke vsebine, se pravi socialne pomoči, reševanje brezdomstva, socialni transferji. Prišli smo tudi nekako do konsenza, ki ga več časa že ponavljam, da bi kot javno službo morali v državi uvesti brezplačno pravno pomoč, ker ljudje največkrat zaradi svoje neinformiranosti, pa ne nazadnje tudi strahu pred organi, ne upoštevajo oziroma ne izkoristijo možnosti, da bi se pritožili. In tista pritožbena pot, tista prva pritožba je zelo pomembna zaradi tega, da se lahko postopki tudi izpeljejo. Tudi kot varuh, če piše na odločbi
da je možna pritožba v 15 dneh in se potem obrne 16. dan človek na varuha, je to prepozno. Človek mora najprej narediti sam nekaj, potem pa lahko varuh tudi pomaga. Vmes sem obiskal tudi varstveno-delovni center v Murski Soboti. Zdaj po koncu tega srečanja z vami bom pa obiskal še Zavod Osebna asistenca. To sem s tem namenom, ker ima načrte tudi varstveno-delovni center Murska Soba v izgradnji bivalne enote, kar močno podpiram, ker to je vključevanje ljudi v lokalno okolje, to je vključevanje ljudi, ki so drugačni v okolje, spoznavanje teh ljudi in pa ne nazadnje občankam in soobčanom, ki živijo med nami, omogočiti, da celo življenje čisto običajno živijo med nami, ne glede na to, da imajo drugačne potrebe. Na področju osebne asistence pa prihaja do nekaterih težav. Tudi z ministrstvom smo neposredno v navezavi, kar se tega tiče, razrešujemo neke problematike, zato sem se želel srečati tudi z izvajalci, da vidim, kakšno je stanje pa tukaj v Pomurju. Tako na kratko, nekje splošna predstavitev še to. Ja, postavili smo tudi varuhov kotiček v preddverju, ker je vhod v občino in upravno enoto. To je pa nekje, skušamo se s tem varuhovim kotičkom tudi še bolj približati ljudem, tako da takoj, ko vstopijo v upravne prostore, se seznanijo, da varuh obstaja. Na tem stojalu, ki ga smo postavili, je tudi informacijski material, kdaj se obrniti na varuha človekovih pravic, potem predotisnjena vloga za pobudo, potem seznanitev in pa informacijski material za zagovorništvo otrok, ki deluje v okviru varuha človekovih pravic, in pa tudi ne nazadnje predstavitev varuha in kako do varuha in kdaj v lahkem branju, tako da je res dostopno vsem. Seveda je na samem stojalu tudi QR koda za elektronsko povezavo in elektronski naslov. Zavedati pa se moramo, da veliko ljudi ni elektronsko pismenih in zato mi tudi smo v tej analogni obliki se skušali še bolj približati ljudem in vzpostaviti stik, da se lahko lažje obrnejo na nas, ko imajo težave. Kot nadzornik oblasti varuh človekovih pravic s svojim delovanjem omejuje samovoljno le-te pri poseganju človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot nadzornik oblasti varuh človekovih pravic s svojim delovanjem omejuje samovoljo le-te pri poseganju človekove pravice in temeljne svoboščine. Tovrstni obiski pa so priložnost, da se osebno srečate z njim ter obrnete na inštitucijo ter jim zaupate kršitev ali nepravilnosti.